Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno gospod Andrej Šiško, predsedniški kandidat, in Bernard Brščič. Gospod Šiško, navedli ste v svojem programu, da si boste kot predsednik republike prizadevali za vrnitev ukradene države slovenskemu ljudstvu in preprečevali naklepno vzpostavljanje življenjskih razmer, ki vodijo v popolno uničenje slovenskega naroda. Zdaj, če sem vaju pravilno razumel, z Bernardom pred oglasi v bistvu vidva oba nekako razmišljata v to smer, da je slovenski narod ta hip ogrožen, da gre v bistvu za biti ali ne biti. Pa se mi zdi, da ta predstava med ljudmi takole, vsaj kakor imam jaz vtis, ni preveč razširjena. Kako si to razlagate? Bom jaz to pojasnil na najbolj, po mojem mnenju, vsaj primeren način. Poglejte, mi od zadnjega popisa, ki je bil izveden fizično, ki so ga izvali popisovalci naprej, več nimamo kategorije narodnost. Slovenci kot narod, kot narodnost smo v lastni državi že izbrisani. In mi smo bili izbrisani v 20. stoletju, ko je bila diktatura srpskega kralja Karadžordževića leta 1929, ko je bilo prepovedano ime Slovenija, slovenska zastava in tako naprej. Potem leta 1941, ko so nas razkosali 4 okupatorji, vsi naši sosedi, tudi NDH je bila okupator, ki je okupirala neke vasi južno od Brežic. In tudi takrat smo bili Slovenci izbrisani. In zdaj v lastni državi, ki bi naj bila samostojna, neodvisna in suverena, seveda to ni, je samo naša država po imenu in mi smo v resnici kot narod že izbrisani. Mi se sploh ne moremo opredeliti po narodnosti za Slovenca. Rečejo, ja, se Slovenec pomeni državljan Slovenije. Ja, to je tudi res, ampak v Ustavi Republike Slovenije je jasno in glasno zapisano, da temelji na trajni neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. In ko smo mi prišli v stanje, da so kategorijo narodnost Slovenci izbrisali v naši državi, to je znak za rdeč alarm. Ljudje tega žal ne prepoznajo, ker jim mediji te stvari prikrivajo. Zaradi tega ne vedo. Smo pa soočeni že sedaj in vrsto let s specialno vojno. In to so tipične metode specialne vojne. Tako da ogroženost je nedvomna. To sem vas hotel še vprašati, gospod Šiško, kakšen je vaš odnos do gospoda Janeza Janše, liderja opozicije? Vaši podporniki so ga krivili za vaš odhod v zapor. Poglejmo. On je eden največjih osamosvojiteljev Slovenije. In mi osamosvojitelje Slovenije in člana naše stranke, ki smo ga spoznali za nedolžnega, ne moramo ignorirati in v zbiru stojimo ob strani. Ja, vi ste ga spoznali za nedolžnega, sodišče pa ne? Sodišče pa je naredilo po nareku gospoda Janše in gospoda Linčiča. Kaj pravite na to? Je res, da bila gospod Linčič pa gospod Janša tista, ki ste narekovala slovenskemu pravosodju, da vas obsodi, in če mislite tako, na kak način ste to storila? Glejte, nista bila samo ona dva. Kajti moj proces se je začel, to je montiran politični proces, se je začel leta 1992. Takrat sem jaz dejansko, zakaj je do tega sploh prišlo? Dobil sem ponudbo za preprodajo ponarejenih dolarskih bankovcev, tistih prvih bonov s knežjim kamnom. In to v vrednosti več kot 2 milijona tedanjih mark. Zame, jaz sem bil takrat star 22 let, v bistvu malo več. Se opravičujem, kdo vam je dal to ponudbo, gospod Šiško? Ta ponudba je prispela iz preprodajalcev, ki so bili iz Hrvaške in preko slovenskega posrednika. Jaz sem bil s tem seznanjen, ko sem to zvedel, to je bilo zame v bistvu napad na monetarno suverenost, komaj vzpostavljene mlade neodvisne slovenske države. Jaz sem se za to državo bojeval z orožjem v roki, sem bil poveljnik specialnega voda 711. odreda TO in zame, jaz tega nisem mogel enostavno požreti. Šel sem na kriminalistično policijo, tam sporočil, zakaj gre, in potem so me oni v bistvu usmerjali. Dokler ni prišlo do tega, da mi je glavni kriminalist, preden bi morali ti preprodajalci oziroma ponarejevalci iz Hrvaške denar v Mariboru že predati, vse je bilo dogovorjeno, me je poklical glavni kriminalist Korošec in mi povedal, da v bistvu meni ne morejo zagotoviti nobene varnosti, da so v to vpleteni visoki vrhovi na slovenski in hrvaški politični sceni, da tu lahko človek, 1, 2, 3 lahko mrtev, ker Hrvati potrebujejo orožje in da gre tudi za trgovino s tem. Skratka, zgleda se tudi na ta način financirala trgovina z orožjem za hrvaško vojsko oziroma takrat v tistem obdobju za Hrvate. Če lahko samo se opravičujem gledalcem, pojasnite, kje pride gospod Zmago Jelinčič plemeniti v to zgodbo, pa gospod Janez Janša, predvsem to nas zanima. No? Ja,
Torej, Zmago Jelinčič pride v to zgodbo zaradi tega, ker sem jaz bil takrat član Slovenske nacionalne stranke, sem mu v Mariboru pomagal ustanoviti odbor Slovenske nacionalne stranke. Zato sem tudi to informacijo, kaj je pravzaprav se dogaja, njemu zaupal. Jaz takrat nisem vedel, kdo je on, sem imel premalo podatkov. Če bi takrat vedel to, kaj vem danes, niti v bližino tega človeka ne bi šel. Ampak takrat tega žal nisem vedel. Ne? In on je potem v to dogajanje vpletel v bistvu Slovensko obveščevalno službo, takrat se je imenovala VIS, Varnostna informativna služba. In potem so zakuhali vsi skupaj v bistvu načrtno zadevo, ki je Zmaga Jelinčiča izstrelila dobesedno v orbito, bom rekel, pojavil se je na slovenski politični sceni kot žrtev, čeprav on ni bil nikoli žrtev, on je bil pravzaprav zmagovalec te nastavljene afere. Na dan kongresa Slovenske nacionalne stranke so naredili hišne preiskave, mene zaprli in mojega torej namestnika poveljnika 711. odreda TO Matjaža Jeriča, medtem ko je Zmago Jelinčič iz tega vsega imel samo koristi. Janez Janša pa direktno v tej zadevi, vsaj jaz ne vem, da bi bil vpleten, lahko pa je med to skupino visokih politikov. On je bil takrat obrambni minister, seveda, potem je tu bil tale Bavčar, ki je bil notranji minister, bil je Kučan, ki je bil predsednik in vrhovni poveljnik. Vsi ti so sodelovali v trgovini z orožjem, vsi, in tudi so podpisali skupaj, pa mislim, da še Dimitrij Rupel, še nekdo, so podpisali tisti dokument o trgovini z orožjem, potem sta pa samo Janša in Bavčar to dejansko izvajala, legalno, kajti oni so pri tem vsi sodelovali. No in to je tisto, zaradi česar sem se jaz našel v zaporu, češ da sem potaknil nekakšno bombo, v tej bombi, domnevni bombi, ni bilo sploh eksploziva, ni bilo ničesar. Na koncu sem jaz 16 let so mi sodili. Sojenje se je začelo vedno takrat, ko bi morali biti volitve, oziroma malo pred volitvami se je začelo, potem se je končalo in se je vleklo dolgih 16 let. Jaz z njimi nisem hotel sodelovati in izgleda, da je to bilo pač tisto, kar je odločilo, da sem jaz bil obsojen, medtem ko Zmago Jelinčič pa seveda ni bil. On je bil najprej prvi obtožen, na koncu po teh 16 letih on bil tretji obtožen, pa jaz prvi obtožen. Če se tu mogoče za trenutek ustavimo, Bernard, to se sliši kot neka velika kriminalka, praktično kot mati vseh afer Slovenije po osamosvojitvi. Ozadja ne poznam, težko komentiram, upoštevajoč dejstvo, da Slovenija ni pravna država, da nimamo vladavine prava, ampak vladavino mož, pa je čisto možno, da gre za politični proces, za konstrukt, ampak kot rečeno, ozadja ne poznam in ga ne morem komentirati. Ampak drži to, da praviš vladavina mož? Očitno gre tu čez neke te klasične delitve levo-desno, čez strankarske črte? Ne vem, mislim, da je pravosodje ugrabljeno strani tranzicijske levice od 9. maja 1945, tako da tudi leta 2017 si lahko na domnevam podobnem procesu obsojen za kaznivo dejanje, ki ga ni, se pravi, da sodniki pri nas tudi leta 2017 sodijo sine lege in kontra lege, za tiste, ki pa so zagrešili kazniva dejanja, izpostavil bi primere gospoda Jankovića, pa seveda čudežno ostajajo v predalu ali pa v fazi predkazenskega postopka. Gospod Šiško, lahko dodate, pa še nekaj bi vas vprašal, poleg tega. Kar dodajte, kar ste želeli, pa še tole mi prosim odgovorite. Zdaj s to vašo kandidaturo, pa s tem, kar ste nam zaupali danes v oddaji, se vi ne bojite, da bi se vam zdaj spet kaj zgodilo v času kandidature, kak montiran proces ali pa Bog ne daj še kaj hujšega? Najprej bom tisto, kar sem želel dodati. Se pravi, gledajte, v mojem konkretnem primeru, leta 1992 je sodeloval pri preiskavi torej predstojnik Forenzičnega inštituta in ta isti človek je bil leta 2006 dejansko izvedenec v tem istem postopku, kar je protizakonito in protiustavno, pa na nobenem nivoju, niti v višjem sodišču, niti vrhovnem, nikjer ni bilo možno doseči česarkoli. To pove, da dejansko mi tukaj sploh nimamo nobenega, tega ni moče imenovati pravda, kajti pravda je nekaj več kot pravo samo. Pravda pomeni res je, pravica in postopek in še vse drugo, kar sodi zraven. Mi pa imamo sodišča, ki v bistvu sodijo na podlagi nekega zakona,
ali ga upošteval ali ne, ampak to je nesmiselno. Tega mi enostavno nimamo. Nismo imeli leta 92, nismo imeli leta 2006 in tudi nimamo leta 2017. Zato je to treba nujno spremeniti, tudi to področje, kot vse ostala, kakor tudi ostala področja. Prav, kaj pa glede vaše kandidature? Ja. Glejte, jaz v bistvu nimam nobenih težav. Jaz sem precej starejši kot takrat, ko sem bil dejansko naivn, star 22 let. Imam neko kilometrino za seboj. In verjemte mi, da ljudem, ki bi se tokrat lotili na ta način, ko so se takrat, se ne bo pisalo dobro. Tudi me ni ničesar strah, kajti če se že s tem, tudi so mi postavili vprašanje, lahko se ti zgodi enako kot Krambergerjev. Ne more se mi zgoditi enako kot Krambergerjev, kajti domnevni Krambergerjev morilec Peter Roter je bil z mano v zaporu. To je malo za hec, malo za res. Ampak dejansko, gledajte, če se meni karkoli zgodi, jaz nimam več nobene težave. Mene ni me več in se ne rabim s tem obremenjevati. Tudi zdaj se s tem ne obremenjujem, sem pa prepričan, da se bo v tem primeru obremenjevali tisti ljudje, ki bi se te zadeve lotili na ta način. Njim pa se absolutno ne piše dobro. No, to so zelo vešče napovedi. Mi vam seveda želimo vse dobro. Ne pričakujemo, da bi se vam kaj tazga zgodilo. Tudi jaz tega ne pričakujem. Povem, da se bo vedlo. Tole sem vas še hotel vprašati. Zdaj, glede na ta vaša zelo izdelana stališča, tudi mestoma kar precej ostra. A so kakšni, bi rekel, deli populacije v Sloveniji, državljani, recimo tuje narodnosti, druge veroizpovedi ali kaj tazga, priseljenci, ki se morajo bati vaše morebitne izvolitve za predsednika republike? A bi vi kot predsednik republike vodili neko politiko, ki bi izključevala te ljudi, na kak drug način jim kratila pravice? Nikakor ne, gledajte, jaz sem prej povedal, da sta da govorimo o dveh pojmih, eno je slovenski narod, drugo je slovensko ljudstvo. Ampak to ni potem prvorazredni pa drugorazredni državljani, ne gre za to? Ne prvorazredni, drugorazredni, ampak to sta pač dva pojma, ki sta v politični uporabi. Vsi slovenski državljani smo eno, vsi smo državljani Republike Slovenije. V tem primeru ni pomembno, kdo je starš, kaj je kdo po poreklu, jaz bom rekel celo nasprotno. Mi imamo večje težave z ljudmi, katerih starša sta oba Slovenca, njihov otrok, ne glede ali je to hčer ali sin, pa se sploh nočeta počutiti, nočeta se imeti za Slovenca. Mi imamo večje probleme s temi ljudmi. Tako da jaz imam ogromno kontaktov z ljudmi, ki niso Slovenci. Tole bi vas dodatno vprašal, kje se to kaže, da se nočeta počutiti Slovenca? Kje je to pomanjkanje domoljubja, če o tem govorite? Kje se to vidi? Ja, vidi se dejansko včasih celo v sovražnem odnosu do tistih, ki pač smo pa ponosni na to, da smo Slovenci in želimo biti Slovenci. In to je v bistvu, če je kaj patološko, je to patološko, da nekdo, ki je nekaj porodil, to na noben način noče, ne želi biti. To pa je patološko stanje in s tem smo mi dejansko že soočeni. In na precej pomembnih položajih imamo takšne ljudi danes. To je problem. Ampak, če vas prav razumem, vi pri državnih simbolih Slovenije potem občutite ponos, pripadnost, ni tako, da pač bi zaradi tega, ker ste kritični do vladajočih struktur ali pa vladajoče politike, da bi tudi potem te institucije države na nek način zaničevali ali pa da se jim ne bi pokoravali. Ne, gledajte, treba je absolutno ločiti institucijo od ljudi, ki so uzurpirali oziroma ukradli to ljudstvo. Zato pa je točka našega programa vrnitev ukradene države. Mi ne smemo pristati na to, da bi bilo zdaj treba gledati negativno na Slovenijo, na slovensko državo kot tako. Ne, mi moramo slovensko državo šele dejansko vzpostaviti in jo vzeti od teh ljudi, ki so zlorabili zaupanje, ki so manipulirali z ljudmi, ki so to državo uničili še preden je prav zaživela. In te ljudi je treba enostavno odstraniti od vzvodov odločanja. In to je ena izmed ključnih točk mojega programa. Ampak po demokratični poti odstraniti. Prek volitev, ja, razumem. Absolutno, potem, jaz bom imenoval slovenskim izrazom po ljudovladni poti, zaradi tega, ker če nam to ne bo uspelo po tej poti, potem žal jaz se res, mislim, ne bom rekel, da se bojim, ker jaz se ničesar ne bojim, ampak dejansko mislim, da potem bo prišla pa na druga opcija do izraza in ta bo krvava in nasilna. Tega si večina verjetno pri nas ne želi. Zato je zdaj opcija, da to naredimo na miren način, skozi njihove zakone, skozi njihove institucije in jih lahko premagamo. Imamo to priložnost, samo gre za to, ali bodo ljudje v dovolj veliki meri prepoznali situacijo in se pravilno odzvali. Vkolikor se bodo, sem jaz prepričan, da bom na teh volitvah zmagal.
Prav, hvala, gospod Šiško. Bernard, tole sem te hotel vprašati, počas zaključujemo današnjo oddajo oziroma to temo. Na koliko glasov in na katere glasove po tvojem mnenju lahko gospod Šiško računa? Če se vrnem k tvojemu uvodnemu vprašanju, ali je gospod Šiško krjavelj? No, samo da pojasnim še enkrat, to je zapisal časnik Delo, zato smo to dali v naslov. Drugo vprašanje, ali bo predsednik Republike Slovenije, ali se pogovarjam z bodočim predsednikom, žal ne. Se pravi, tvoj glas ima, če te prav razumem. Reciva temu, da imam velike simpatije do njegovih pogledov, njegovo izhodišče. Samo on rabi glasove, veš, on kandidira na volitvah. Njegovo izhodišče, da poslanstvo slovenske države ni zaščita pravic državljanov tretjega sveta, ampak je osrediščenost poslanstva na zaščito Slovencev, Slovenk, državljanov Republike Slovenije. To mislim, da je platforma, ki bi jo moral pravzaprav podpreti vsak kandidat, da je to poslansko slovenske države. Tudi s tem se strinjam z njegovo diagnozo in anamnezo, da imamo opravka z ugrabljeno državo. Žali Bog, zapletenost položaja, v katerem smo se znašli, je pa takšna, da mislim, da tudi on nima odgovora, kako v bistvu to državo vrniti Slovencem in Slovenkam, državljanom in državljankam. To je pa vprašanje za 64 milijonov dolarjev. Upoštevaje to anomijo, s katero smo soočeni v Sloveniji, je pa za takšno platformo, ki jo vodi gospod Šiško, po mojem še prezgodaj, je Petelin, ki prezgodaj poje. Petelin, ki je prezgodaj zapel, ja, se upravičujem, Bernard, moramo počasi zaključiti. Na to. Imam ga, pa ne potrebujem 40 milijonov. Gospod Šiško ima odgovor, jaz sem prepričan, da bo v kampanji še imel možnost, da ga tudi pove. Skratka, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, danes sta vam gospod Andrej Šiško, kandidat za predsednika Republike, in naš stalni komentator Bernard Brščič predstavila eno drugo Slovenijo, ki mogoče ni tako na naslovnicah teh množičnih medijev. Seveda je pa potem na vsakemu izmed vas, da si sam ustvari mnenje o tem, katera podoba Slovenije je resnična. Obema gostoma se najlepše zahvaljujem za gostovanje v današnji oddaji. Po oglasih, cenjene gledalke, spoštovani gledalci, pa vam bomo razkrili, kako je v soboto v Zlatorogu spet padel evropski velikan.